Pozdravljeni! V krajevni skupnosti Ormož smo zaključili krajevni praznik. Različna dogajanja so potekala od 9. do 20. septembra. Osrednja proslava s podelitvijo priznanj je bila v petek zvečer. Po himni, ki jo je na balkonu Ormoškega doma kulture odigral trobilni kvartet glasbene šole, je zbrane pozdravil predsednik krajevne skupnosti Vlado Hebar, ki je med drugim dejal: Počasi Ormožani sprejemamo praznik za svoj. Letos je bilo kar nekaj novih prireditev, za katere je prišla iniciativa z vaše strani. Bile so odlično izvedene in, kar me še posebej veseli, odlično obiskane. Ravno delovanje naših društev, zavodov je tista dodana vrednost v kraju, na katere smo lahko ponosni. Imamo odlične športnike, kulturnike, imamo pa tudi pridne delovne ljudi, ki prenašajo ali so v primeru današnjih nagrajencev prenašali svoje znanje na mlajše rodove. Na včerajšnjem domoznanskem večeru smo se vrnili v preteklost, ko je bil Ormož bistveno bolj gospodarsko razvit, pa tudi družaben. Zato bi prebral misel gospoda Luskoviča, ki jo je napisal kot uvod v eni izmed svojih knjig, ki se parafrazirana glasi: Pričevanje o preteklosti in življenju ljudi nekega kraja je pomembno, saj nam preteklosti ne more vzeti nihče. In s poznavanjem svoje preteklosti se lahko ljudje ponovno ozavestimo in smeleje zremo v svojo prihodnost. Svoj rojstni kraj in vse, kar je povezano z njim, nosimo v srcu. Preteklost nas druži v sedanjosti, nam budi upe in daje smisel življenja. Naj bo življenjsko delo današnjih nagrajencev dokaz, da se v Ormožu da. Naj bo to up za jutri. Predsednik se je v nadaljevanju zahvalil tudi vsem društvom in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in poteku dogodkov v okviru praznika. Slavnostni govornik je bil župan Alojz Sok, ki pa je med drugim predstavil investicije, ki v tem času potekajo v krajevni skupnosti. V tem trenutku tečejo na področju mesta Ormož 3 zelo pomembne investicije. Ena je širitev ormoške športne dvorane, ki bo s tem dobila neke druge razsežnosti in druge možnosti športnega udejstvovanja. Potem je, lahko vidite, v centru mesta velika investicija na področju stare komunale, kjer se predvidevajo zgraditi prostori za študente in pa hostel, mislim, da z 27 posteljami, če bo to seveda tudi potem na takšen način funkcioniralo, kot smo si to zastavili. Potem pa tudi bi želeli rešiti problem našega nogometnega kluba in bo v kratkem, kolikor se še ni začelo tam graditi tribune, se pravi z vsemi potrebnimi sanitarijami in vsem, kar je potrebno. Poleg tega smo že letos začeli obsežno sanacijo, energetsko sanacijo javnih objektov. Ormoška šola bo skupaj z telovadnico prišla na vrsto naslednje leto, ko bomo tudi prenovili šolsko kuhinjo. To bo ena od prav tako večjih investicij. Ob vsem tem seveda ne smemo pozabiti na druge probleme, ki tarejo naše ljudi. Največkrat si želijo dobre ceste in Ormoška krajevna skupnost je poleg krajevne skupnosti Ivankovci ena tisti, ki ima še največ makadama, zato tudi temu na občini dajemo veliko pozornost. Župan je izrazil tudi željo in upanje, da bo kmalu v Ormožu spet ustanovljeno turistično društvo, ki bo po vzoru turističnih društev v ostalih krajevnih skupnostih enako dejavno in v ponos občini. Kulturni program pod naslovom Dom je najlepša od vseh besed pa so pripravili otroci iz vrtca in učenci osnovne in glasbene šole. Napis Barbara Gregorič-Gorenc. V malem vrtcu sredi mesta se pojavil je napis. Se ne tepe, se ne brca in ne skače stolom miz. Se ne grizde in ne praska, se ne čuka, ne poriva, se ne laže,
vasi ali po poljih teh, še pod Triglavom, okrog Karavank, ali po plavžih si, ali po rudnikih, tu preko morja in ni ti meja. V jeziku, ki ga razume ves svet, razglašam svoj ljubezen, svoje veselje in svoj ponos in hvalim svoj rod in pojem o upanju. Kadar pa spregovorim o resnici, najni spečih in bdečih ran, govorim tiho in po slovensko. Ustavljena na okružku sveta, zdaj spoznavam, da ni mogoče nikamor ubežati. Zdaj tudi vem, da mi je bilo samo tuje in nisem razumela govorice. Obda me domačnost. Čutim, kako pripadam vsemu okrog sebe. Rastem in zorim iz sveta, ki ga dojemam. Vrhunec proslave pa je bila podelitev priznanj. Najprej so podelili priznanja za urejenost okolja. Priznanja so prejeli oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem občine Ormož za urejenost grajskega parka, komunalno podjetje Ormož za urejenost letnega kopališča, knjižnica Ormož za urejenost okolice knjižnice, center za starejše občane za urejenost okolice doma, psihiatrična bolnišnica Ormož za urejenost okolice bolnišnice, osnovna šola za urejenost šolskega okoliša, župnijski urad za skrb in za urejenost župnišča ter župnijskega doma, glasbena šola in pokrajinski muzej Ptuj Ormož za urejanje kompleksa grajske pristave, ribiška družina Ormož za urejanje kompleksa ormoškega ribnika ter prostovoljno gasilsko društvo Lopršice za urejenost gasilskega doma z okolico. Sledila je podelitev priznanj krajevne skupnosti Ormož s knjižno nagrado, ki jih krajevna skupnost podeljuje prizadevnim dijakom. Letos so jih prejeli Janja Zadravec za odlične rezultate na mnogih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, David Lukner za aktivno sodelovanje na kulturnem in športnem področju ter Tilen Kosi za odlične rezultate na športnem področju. Priznanji krajevne skupnosti Ormož sta si letos prislužila Saša Prapotnik za dolgoletno aktivno delo in izjemne dosežke v rokometnem klubu Ormož in Ema Žalar za dolgoletno delo na področju obrti in podjetništva ter bogato fotografsko arhivsko dejavnost. Plakete krajevne skupnosti Ormož pa je komisija letos namenila Blanki Erhartič, ki se trudi za kvalitetnejše življenje ljudi ter prispeva k razvoju našega kraja s področju slovenskega knjižnega jezika. Društvo upokojencev Ormož za 70 let obstoja in aktivnega delovanja v kraju. Alojzu Ivanuši kot dolgoletnemu aktivnemu članu območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož in vsestranskemu aktivistu. Naziv častnega krajana za dolgoletno delo na področju obrti in podjetništva ter 70 let aktivnega delovanja na področju čebelarstva pa si je letos prislužil 90-letni Jože Polajnko. Tako kot vsem, tudi njemu takšno priznanje veliko pomeni. Gospod Polajnko, ste veseli priznanja, naziva? Seveda sem veseli. No, kaj vam to pomeni? Ja, čutim, jako kasno je to prišlo, če se tako vzame, ne. Skoro malo še pa bi zamudil, bi odišel na drugi svet pomalo. Ne bi zamudili vi, pač pa vsi mi, ne? Vsi bi vi zamudili, ja, viš. No, to je res tako. No, kako se spominjate vseh teh vaših delovnih let? Slišali smo, obrazložitev je bila dolga.
Ja, včasih se sam sebe čudim, kaj sem stvoril. To, da tako razmišljam. Puno je življenj bilo, dobrih pa slabih stvari. Ne. Slabe te navadno pozabiš, ne. Drugače pa nekaj se jih ne mogu pozabiti, nekaj še jim ležijo notri. Ja, takšno je pač življenje, ne moreš si pomagati. Vaša obrt oziroma vaša delavnica še deluje? Ne. Ne, to je vnuk, strašno smo delala skupaj, samo ni je prišlo do toga. Te pač šel jemu očeti tam v tovarno, te pa je to ostalo tako. Drugače, jako rad pa mi je pomagal delati, ne. Tako da smo mi dosta stvari delala po večerih, ne. Da z Maribora šole je prišel, te je on na vrhu s mene prišel, pa včasih do 10. To je navadno nama bila ura. Katera leta ocenjujete, da so bila vaša najbolj uspešna? Ja, tu je, ko sem obrt imel. No, čujte, jaz sem furt bil tak malo nekako uspešen, ne. Da sem, rečemo, da sem na poslovno že prišel od ovega Kolariča proč, te se ni gum več dobilo za to, no, traktorov je tistokrat prišlo 8 v Ormož, a rezervnih delov pa ni bilo nič. Te pa smo to vse mogli sami rešiti, te pa gum ni bilo več. Te sem jaz začel delati topične kotače na prikolice in tu poti pa te začel Lutomer delati za mene. Tu sem prvi zmislil, kaj tu dale funkcioniralo, drugače bi se stavilo. Ja, torej ste bili tudi inovator? Ja, tudi sem bil. Na zadrugo da pa sem prišel, tam pa sem te še 2 kabini za traktor napravil, ne. Samo ne vem, želel bi jih videti, pa ne vem, kom so zginule, nisem jih potem nikdar več videl. Te od zadruge pa sem te na kombinat šel. No, tu pa sem te, v totem času pa sem te tudi mojstrski izpit napravil, da smo na zadruge, da sem bil, tam sem te samostojno delal, pa tako, te pa sem se bunil, kaj plačal, imam premalo. Ja, da boš mester te. Te pa na to sadlo pa sem se prijavil za mojstrski izpit in to je fajn bilo. Te pa sem že na kombinat prišel, te pa dobim poziv. Ja, te pa sem mogel iti napraviti. Fino, gospod Polajnko, kako pa vam danes tečejo dnevi? Kaj počnete? Ja, okoli Čebel samo hodim. Za avto ne moreš nič. V glavnem čebelarjenju se Polajnko še vedno ves predaja. Še vedno aktiven na vseh področjih pa ostaja 82-letni Alojz Ivanuša. Tudi njemu plaketa krajevne skupnosti veliko pomeni. Torej, tukaj sem ja danes sprejel, mi tu pomeni, ker še vedno študiram, pa vem, da še ljudje na mene mislijo. Da me niso pozabili. Jaz mislim, da enkrat napolniš svojo kariero, ker si odpisani od publike. Torej, sem strašno veselen, da še nekdo levi, da sem jaz na svetu še, pa da še živim, da še nekaj se v okolju dogaja okoli mene in to je to. No, mislim, da jih je še veliko, ki vas dobro poznajo in vas cenijo kot dobrega mojstra. Kako dolgo, koliko let pa je pravzaprav trajala vaša, torej tista višek vaše obrtne dejavnosti? Moja dejavnost je, bom tako rekel, šel sem jaz 62. leta prvo s popoldansko obrtjo. Potem sem šel 77. leta z redno obrtjo. In danes moram reči, obrti več nimam, delam pa normalno za mojega sina, za družino, ker smo pač družinska firma, pa tako se to dogaja. Delo vas torej gor drži? Ja, delo me gor drži, pa vedno imam stik z naravo, z ljudmi, tako da imam vedno dosti pozivov še na kakšne odgovornosti, povem ljudem, kaj me prosijo, pa svetujem, tako da potem tu teče vse naprej. Moj poklic, tako je to. Moram reči, ker sem zdaj v zadnjih 3 letih sprejel še 3 firme,
tako da zdaj imam 6 firm, zastopam vse tuje firme, največ po telefoni rešujem, ker se da po telefoni, tisto rešujem fizično, jih obiščem, vse gor do, moram reči, Kidričevega, Murske Sobote, Lendave, Varaždina, še grem prek, tu grem Virje prek, pa take stvari, ni tako da to sem še vedno na tekočem. Jaz mislim, da bom na tekočem, še bude potem moje zdravje, pa vse skupaj še v okolici, koliko toliko šlo naprej, ne? Ker drugače, kdaj nehaš, pa televizijo gledaš, potem je vse skupaj končano. Vidim, da tisti vsake, ki se redno giba, redno dela, vedno ima stik z nekim, potem tistemu še to nekaj gre, ne? Ampak, vidite, kak je starost, leta so prišle, malo bolezen, pa to je to. Na vsakem primeru vam želimo veliko zdravja in seveda še veliko uspeha pri delu. Vemo, da ste res majster. Ja, pa še vinogradnik zraven, ne, zdaj še imam vinograd, tako da se demam vse te sem vinograde, drugače pa sem doma. Med 3 dijaki ormoške gimnazije je priznanje za trud prejel tudi vsestranski David Lukner. David, kaj ti pomeni priznanje, ki si ga danes prejel? Neki pokazatelj, da sem se trudil v šoli, pač v celotnem šolskem obdobju do sedaj, pa neko spodbudo za naprej, tudi da se bom naprej trudil po svojih najboljših močeh. Ti dobro denajo recimo takšne pohvale? Pa ja, sicer nisem navajen takih oblik nastopov, mislim, prireditev, ampak mi dobro denajo, ja. Ti bo recimo to vse skupaj, to priznanje in seveda vse te pohvale, spodbuda, se boš sedaj še bolj trudil recimo pri študiju? Ja, seveda se bom. No, letos si končal gimnazijo, kam te pot pelje naprej? Sedaj grem v prvi letnik glasbene pedagogike Univerze v Mariboru. No, zanimivo je, da si se torej odločil kljub vsem drugim talentom ravno za glasbo, te to najbolj veseli? Ja, mislim, da imam največ potenciala v tej smeri in potem logično sledi poteza v tej smeri, ne, na ta faks. No in kje se vidiš enkrat, takrat, ko boš končal študij? Najraje bi bil glasbeni terapevt po koncu šolanja, ampak do takrat še je dolga pot, zato bomo videli, kako bo se pot odvrtela. No, kot praviš, odhajaš na študij v Mariboru, boš na kakšen način še povezan z lokalnim okoljem? Ja, še vedno bom verjetno povezan z gimnazijo, pa tudi zgodbo, pa na drugačen način z glasbo verjetno najbolj. Torej še te bomo vseeno videvali najbrž na nastopih raznih. Ja, upam. Vsem dobitnikom bodo priznanja vzpodbuda za delo naprej. Gotovo pa mlademu Davidu in njegovim vrstnikom, ki priznanja domače krajevne skupnosti vidijo tudi kot poziv, da se bodo radi vračali domov. V Ormoški knjižnici je v okviru prireditev ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ormož potekal pogovorni večer na temo Ormož nekoč, danes in jutri. Večer je bil prava poslastica za nostalgike. Zbrani, ki so prostor za družabne prireditve v knjižnici napolnili do zadnjega kotička, so prisluhnili predsedniku zgodovinskega društva Ormož, Tonetu Luskoviču, in si ogledali fotografije iz arhiva Fotohosta oziroma Štefana Hozjana mlajšega. Zgodba uspešnega razvoja Ormoža v poznih 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je navdihujoča. Gotovo pa je usupnila številne mlajše poslušalce, ki tem odličnim časom za Ormož niso bili priča. Tone Luskovič, ki ga poznamo kot odličnega in zelo prepričljivega pripovedovalca, se je tako sprehodil skozi zgodovino Ormoža od časa, ko se je kot pripravnik zaposlil v ormoškem kombinatu, do danes. Svoje pripovedovanje pa začinil številnimi zanimivimi anekdotami. Ves čas, o katerem je pripovedoval Luskovič, pa je s fotografijami iz arhiva Fotohosta in dodatnimi zanimivimi komentarji podkrepil Štefan Hozjan Pišta. Pogovorni večer je bil poslastica za nostalgike, sploh pa priložnost, da skupaj obudimo spomine na življenje v Ormožu nekoč in ga primerjamo z današnjim utripom našega malega mesta.
Tone Luskovič, ki je po srcu zgodovinar, pove, da se je na povabilo knjižnice z veseljem odzval. Je mogoče prav zaradi tega, zaradi tega ljubezni do zgodovine. Sem bil zelo vesel, ko so me poklicali iz knjižnice, pa me vprašali, če bi poskušal spregovoriti kaj o Ormožu iz tistega časa, ko sem pravzaprav sam začel prihajati v Ormož, ko sem začel delati v Ormožu, in pa seveda o pogledu na Ormož v današnjih dneh, ki je precej, bom rekel, Ormož je precej drugačen, kot je bil v tistem času, ko sem se jaz, bom rekel, aktivno ukvarjal v podjetju z delom in posebej še v tistem času, ko sem se ukvarjal tudi z nekaterimi političnimi funkcijami v občini Ormož in sem bil neposredno vpet tudi v vso dogajanje takrat, tako na gospodarskem področju, kot tudi na ostalih področjih življenja v Ormožu. Tako da so me ti spomini tudi samega popeljali nazaj malo in kar nekaj časa sem razmišljal, kaj povedati pravzaprav iz tistega časa, pa nama je zdaj z moderatorko, nama je kar zmanjkalo časa, še je bilo pripravljenih še nekaj vprašanj, pa nekaj odgovorov, pa je že predolgo vse skupaj trajalo, zato ker ko spomini začnejo vreti na plan na takšen način, potem se človek pač težko ustavi, ker in sam sebe kontrolira. Ste kdaj razmišljali, da bi morda tudi o spominih na življenje v Ormožu nekoč napisali kakšno knjigo? Recimo kaj podobnega, kot je Kok? To mislim, da bi bila mislim, da bi bila zame prezahtevna zadeva. Moram pa reči, da sem začel že pripravljati in bom po vsej verjetnosti, če bo sreča mila in če bo dovolj volje, napisal knjigo o kmetijskem kombinatu Jeruzalem Ormož. Od njegovih prvih začetkov do seveda klavrnega razpada oziroma do tega, kar je danes ostalo. To pa mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi bilo zapisano, predvsem ker se da na tem primeru takšnega kmetijskega podjetja vleči celo vrsto paralel, kako je treba delati v občini za razvoj, kako se spravljati k investicijam. Praktično je v času, ko je kmetijski kombinat Jeruzalem Ormož bil v največjem razcvetu, nastala tudi celotna preobrazba tega območja, melioracije, komasacije, vse to, kar je bilo napravljeno z izsuševanjem teh močvirnih travnikov proti Tomažu na podgorškem, cvetkovškem območju, nekoliko manj seveda na tem nižinskem, pa tudi na središkem območju. Vse to je spremenilo podobo celotnega območja občine Ormož in seveda kombinat kot največja delovna organizacija, ki je združeval celotno kmetijstvo v občini Ormož, je bil generator vseh teh investicij in vsega tega, kar se je dogajalo. In to me je tudi v pripravah na to, pa že mnogo prej, ko sem bil jezen, da je ta veliki sistem razpadel, sem se zaklel, da bom napisal slej ko prej zgodovino tega velikega ormoškega podjetja nekoč, ki pa je danes zelo majhno, pač s tistimi ostanki, kar je ostalo, ker o Puklavcu in njegovem vinogradništvu to zdaj v sklopu kmetijskega kombinata nima več smisla govoriti. Rekel pa sem že, da mi je žal, da je tako velik kmetijski sistem, kot je bil. To je bil tretji največji kombinat v Sloveniji takrat za Kranjem in Kočevjem. Kočevje pa tako imelo same gozdove, tako da tisto niti ni primerljivo. To je bil tretji največji kombinat v Sloveniji in, kot sem že rekel, 1080 ljudi v najboljših časih zaposlenih, pozneje pa konstantno 20 do 30 let je bilo 800 zaposlenih ljudi. In to je toliko družin, kruh so preko zaposlitve v kmetijskem kombinatu je celotno, bom rekel, populacija v občini Ormož dobivala. Pomagali so se reševati socialni problemi tudi preko kombinata in zanimivo je, da nikoli v svoji zgodovini, tudi v tistih 30 letih, ko sem jaz bil, kombinat ni posloval z izgubo. In so vsi pripovedovali, da so to neki socialistični giganti, ki so preživeli in da jih je treba razkosati. Jaz pa mislim, da to ni bilo potrebno tudi v teh sodobnih, bom rekel, drugačnih lastniških razmerjih bi se dalo zadržati takšen kmetijski sistem, bi pač posloval po načelih podjetja, ne več toliko v skladu z kmetijsko zakonodajo in prepričan sem, da bi ta raznolika dejavnost, ki je v veliki meri, bom rekel, pospeševala tudi razvoj celotnega območja Ormoža, lahko preživela.
Kaj se je pravzaprav zgodilo, da se je kombinat razpadel? Razkosal, no? Ne, podobno kot se je dogajalo, bom rekel, v ostalih sistemih po Sloveniji, nekateri so začutili, da je možno začeti pleniti to, kar je pač bilo dobrega in predvsem preko nove zakonodaje, preko delničarstva, preko raznih finančnih transakcij, ki so se dogajale. In sistem je počasi začel razpadati, najbolj pa seveda takrat, ko so se začele kupovati, ko so začele delnice kmetijskega kombinata kupovati firme, ki nimajo nobene povezave s kmetijstvom in so praktično povzročile razpad tega sistema. Je pa bilo tudi znotraj podjetja, znotraj kmetijskega kombinata, ki takrat sicer ni imel več naziva kmetijski kombinat v 90-ih letih, ko se je začel ta razkroj, nekaj tudi takšnih znotraj podjetja, ki so seveda začeli obračati roke k sebi in tudi, bom rekel, preko vsega tega. Takrat smo izgubili, je bil prodan Jeruzalem, takrat se je začel propad hotela, praktično razpadati so začele tudi druge dejavnosti v okviru kmetijskega kombinata in to je seveda žalostno. Še danes mislim, da je to velika izguba za Ormož in seveda za celotno kmetijstvo v občini Ormož. Pa tudi najbrž v regiji. V regiji pa nasploh, zato ker ta kmetijski kombinat je bil v primerjavi tudi s Ptujskim, ki je neprimerno večja občina, je bil močen po investicijah, po razvoju, po vsem mnogo močnejši, da v Mariboru, kjer praktično agrokombinat Maribor ni bil nobena pametna konkurenca in tam se je propad začel že zelo zgodaj. Tu pa je bilo zdravo jedro postavljeno kmetijsko in še enkrat pravim, žalosten sem, da je ta sistem razpadel. No, upam, da bomo res o tem prebrali enkrat v knjigi. Jaz tudi upam, še enkrat pravim, zdaj časa je kar nekaj potrebno, ker arhivov več v Ormožu ni, je treba ponovno iti v, bom rekel, institucije arhivske, kjer je zbrano to gradivo. Nekaj sem že obdelal, bom rekel, do tiste prve združitve 62. leta, imam zadeve zapisane že in zdaj samo mora biti še enkrat, bom rekel, nek preblisk in se vsesti za računalnik pa začeti pisati, potem pa bo verjetno se kaj zgodilo. Hvala lepa za nocojšnje predavanje. Hvala tudi vam za možnost, da sem še pokomentiral preko vaše kabelske televizije to dogajanje. Posnetek pogovornega večera z naslovom Ormož nekoč, danes in jutri v celoti si boste lahko ogledali že ta petek ob 20. uri v okviru oddaje Aktualno. Ponovitvi pa bosta v soboto ob 10. in v nedeljo ob 8:30. Likovno društvo Likudu pod vodstvom predsednika Bohumila Ripaka je v čast krajevnega praznika Krajevne skupnosti Ormož pripravilo likovno kolonijo na temo Tiho žitje. Nastala dela pa so postavili na ogled v Beli dvorani grajske pristave. No.
Tako so na odprtju razstave zapeli posebni gostje iz Mislinje, oktet Dolič, ki deluje pod strokovnim vodstvom Vlatke Mori, naše domačinke, ki se je včasih pisala Ripak. Gotovo pa je nastop okteta slovesnosti ob odprtju razstave dodal poseben čar. Čeprav so likovne razstave same po sebi že itak prijetna doživetja, predvsem pa takšne, ko razstavlja več različnih likovnikov. Nova razstava na ogled prinaša dela 8 avtorjev, ki so nastala na likovni koloniji, ki je potekala v okviru krajevnega praznika, in nekatera retrospektivna dela članov društva. Razen okteta Dolič iz Mislinje pa je v kulturnem programu nastopila tudi članica likovno-fotografske sekcije Hajdina, Cecilija Bernjak, ki je prebrala eno izmed svojih pesmi z naslovom Želja po mojem oblaku je večna, ki je izšla v zbirki Podoba in beseda ob 40. obletnici likovnega društva Ptuj. Likovno društvo Likodo je eno izmed aktivnejših društev v Ormožu. Za njimi je vrsta kolonij, vrsta različnih likovnih druženj in tudi likovnih razstav, ko svoja dela lahko postavijo na ogled. Ja, v svakom pogledu radi razstavljamo, radi pokažemo posebej mladim našim članom, mladi kaj delaju, kaj ustvarjaju, kaj se naredi, kaj smo i kdo smo. No, na likovno kolonijo ste povabili tudi nekaj gostov. Kako potekajo ta sodelovanja? Ja, vedno, že so parkrat bili na naših delavnicah, posebej to Cecilije Bernjak za svojo sekcijo, fotografsko, literarno, likovno. V glavnem sodelujemo z drugimi, druge slikarje povabimo na naše, mi se tudi udeležimo njihovih kolonij pa razstav, tako da mora se sodelovati, boljše je, če je to razširjen pogled na celo regiju, na celo območje, na primer Ptuja, Majšperka, pa rečemo Murske Sobote, Gornje Radgone. Uglavnom sodelujemo sa svim tistim aktivnim slikarima, ker nekaj ustvarjaju i delaju. Katera bo vaša naslednja akcija? Ja, naslednja akcija je zelo resna, to je zadeva, ker je že peljamo tradicionalno, to je likovna kolonija Malek 2017, ki jo moramo zdaj speljati, to je prvem tednu v mesecu oktobru, te pa imamo razstavo spet tu v Beloj dvorani nastalih slik na Maleku. Zadožitev je težka, samo upam, da bomo še to premagali in da bomo se spet fajn imeli. Tako je, pred nami je že 5. likovno-literarna kolonija Malek. Najprej bi seveda čestitala domačemu likovnemu društvu in pa predsedniku Bohumilu Ripaku, da se trudijo, da likovna dejavnost tudi pri nas živi. Kot smo pa že rekli, 7. in pa 8. oktobra bo v Zidanici Malek potekala že 5. likovno-literarna kolonija, ki se je vsi veselimo. Bo pa letošnja kolonija in potem tudi razstava posvečena gospodu Stanku Čurinu. Naslednja aktivnost likovnega društva Likodo bo torej sodelovanje na dvodnevni likovni koloniji na Maleku, ki jo organizirajo skupaj z javnim skladom za kulturne dejavnosti z območno izpostavo Ormož. Tako da bo razstava Tihožitje na ogled do Martinovega, potem pa nas čaka že nova razstava z deli, ki bodo nastala med vinskimi griči na Maleku. V okviru dogodkov v času krajevnega praznika pa smo doživeli tudi modno revijo, ki jo je s podporo Ljudske univerze Ormož in Mladinskega centra organiziral Center ponovne uporabe Ormož. Sodelovali so še trgovina Muza in modni atelje Andi. Zaradi slabega vremena je modna revija potekala v Unterhundu, a se je grajska klet izkazala kot čaroben ambient tudi za takšne prireditve. Modna revija je nastala na pobudo Centra ponovne uporabe, ki je k sodelovanju povabil še trgovino Muza, modni atelje Andi, z modnimi dodatki pa so se predstavili Eres, ročna poslikava dežnikov, ter Tanja Moravec z nakitom Unikat za vsak dan, ter optika Safir.
Najprej se je predstavil Center ponovne uporabe, ki opravlja dejavnosti priprave izdelkov na ponovno uporabo in koordinira mrežo centrov ponovne uporabe. Vključuje 9 poslovnih enot in 40 zaposlenih. V Ormožu ima sedež na Vrazovi ulici 9. Po upravni enoti Ormož pa ima nameščene rumene zabojnike za zbiranje oblačil, torbic in čevljev. Razvija programe zaposlitvene rehabilitacije in socialne aktivacije. Deluje na področju krožnega gospodarstva, ki je prioriteta države in omogoča preoblikovanje izdelkov po načelu zaprte zanke na nacionalni ravni za tekstil, pohištvo, gospodinjske pripomočke in drugo. Predstavili bomo našo kolekcijo ponovne uporabe, ki ponazarja družbeno odgovornost. Gre za izdelke, ki predstavljajo trend v sedanjem času, v tujini je to že 30 let, pri nas pa ni nekaj novega, ampak za posamezna območja skoraj nekaj novega. Gre za izdelke, ki imajo zelo nizek ekološki odtis, to so izdelki, ki nimajo kemije, tako rekoč, izdelki, ki so izdelani lokalno, made in Ormož, in izdelki, v katerih se počutite lepo, udobno, domače. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi ti izdelki, ko preidejo v sekundarni nivo, dejansko postanejo uporabni do te mere, da jih ne date več iz sebe. Torej, ponovna uporaba, v smislu ponovne uporabe ponazarja možnost ponovne uporabe določenih materialov in v naših izdelkih je dejansko vsebovano ravno to, lokalna proizvodnja in pa same surovine, ki ponovno dobijo možnost nadaljne uporabe. In to je tudi nasploh trend krožnega gospodarstva, ki ga tukaj želimo tudi predstaviti. Zelo lepo se čuje Made in Ormož, ne? Koliko takšnih izdelkov pa boste danes predstavili? Ja, vse manekenke in manekeni, ki bodo imeli na sebi to vrstne izdelke, gre za torej 4 hode, vsi ti oblačilni elementi so tukaj, tako da če to seštejemo, gre za količinsko več kot 50 različnih izdelkov. Seveda vsega ne moremo prinesti sem, ampak s tem pokažemo, da si lahko oblečen modno, ulično, različni stili, blagovne znamke. Dejansko imamo mi na razpolago tako rekoč vse, od glave do pete, pa še seveda ostalo opremo, ki sodi zraven. Pokazali bomo nekaj modnih dodatkov tudi, tako da lahko res poskrbimo še za tako zahtevne. Pomembno pa nam je, da za ljudi, ki iščejo neko alternativo tej divji potrošniški družbi, ki dejansko ponazarja samo to, nekaj časa uporabi pa zavrzi, mi pa z tem vzgojnim momentom, torej da lahko to, kar ne rabiš, odneseš in zopet dobi možnost nadaljne uporabe, želimo tudi tukaj v Ormožu prikazati na sam krajevni praznik, da vendarle Ormož se uvršča na zemljevid družbeno odgovornih občin in ne nazadnje modna revija ponazarja samo to, da to deluje ne samo verbalno, ampak tudi v praksi. Center ponovne uporabe je tako predstavil brezčasno kolekcijo svojih izdelkov, ki ni definirana in omejena na določeno sezono. Vsako oblačilo je predelano za osebo, ki ga nosi. V Centru ponovne uporabe pravijo, da je najpomembnejše, da stranka oblačilo začuti, da poudari njeno osebnost. Dodajajo še modne dodatke in že je tu edinstven slog, ki na različnih osebah lahko izgleda in deluje zelo različno. To so slovesna oblačila ali oblačila za vsak dan, za večerno prireditev, obisk krajevnega praznika recimo ali obisk tržnice. Izbor je možen zanjo in zanj. V nadaljevanju so manekenke in manekeni predstavili oblačila iz trgovine Muza. Muza pomeni navdih. In ker v istoimenski trgovini lahko najdete široko izbiro oblačil za vse generacije, vabijo po poseben modni navdih, kjer se lahko oblečete za vsako priložnost. Ponujajo modna oblačila za mlade in mlade po srcu, spodnje perilo, kopalni program, spalni program, športna oblačila, elegantna večerna oblačila in nogavice polzela ter drugo. Trgovina Muza se bo danes predstavila z športnimi oblačili, elegantnimi oblačili, džinsom ter pleteninami. Se vam zdi prav takšna modna revija, da se malo predstavijo tudi izdelki iz vaše trgovine? Seveda se nam zdi prav. Ste že kdaj doživeli modno revijo iz asortimana vaše trgovine? Ja, mi smo že imeli 2 modne revije. Smo imeli eno na Kejžarfestu v Kejžarju in eno na bazenu, ko smo zbirali Miss Ormoža.
No, to pomeni, da imate že kar nekaj izkušenj, ne? Nekaj imamo, ja, nekaj malega. Bi si želeli več takšnih prireditev? Ja, si želimo. Čim več. Kako pa drugače gre vaša trgovina, jo obiskujejo ljudje, ste zadovoljni s prodajo? Ja, mi smo zelo zadovoljni s prodajo. No in kaj je tisto, kar največ iščejo ljudje v tem času? Največ iščejo obleke, sedaj pokrivala, razne plašče, jakne in tako. Se pravi, sezoni primerno. Sezoni primerno. V trgovini Muza prisegajo na eleganco in cenovno dostopnost, v ponudbi pa ne manjka niti oblačil s tradicijo. Redno osvežujejo svojo ponudbo in z veseljem pomagajo pri izbiri oblačil. Zraven obsežne ponudbe za ženske pa se lahko tam oblečejo tudi moški vseh starosti in otroci. Potem se je svojo modo predstavil tudi Andrej Zajšek, ki v svojem modnem ateljeju Andy ustvarja kolekcijo s prepoznavnim slogom. Andrej oziroma Andy je svojo strast do mode spremenil v poklicno kariero in vsako njegovo oblačilo je umetnina. Prepoznaven je po sloganu: življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila. Na modni reviji se je predstavil s kolekcijo, katere vodilo sta naravni pridih in klasika. Moj modni atelje se bo predstavil z eno kolekcijo, lahko bi samo rekli haute couture, sicer malo mešana kolekcija, moško-žensko konfekcijo in to je tudi to. Vas veseli takšna modna revija, že imate kakšne izkušnje tukaj v Ormožu s tem? V Ormožu sicer ne, je bilo že z modnimi revijami kar dosti povezave, ampak zdaj tukaj je pa prvič. Kaj bo danes pokazanega ekstra, recimo, ker iz vašega salona seveda prihajajo ekstravagantne stvari? Seveda, med vsemi temi ekstravagantnimi bo tudi presenečenje, za katero pa žal nama izkrila. Jesen in zimo bodo tako zaznamovale zemeljske barve, barve listja, kovinski toni in seveda ena in edina črnina, je svojo ponudbo oblačil sporočal Andy. Izjemno moderni so žamet, umetno krzno, usnje, džins, čipke, resice in prosojni materiali. Kraljujejo naj rožnati potiski, pridih azijske kulture. V modi pa ostajajo tudi bleščice in sijoči materiali za posebne priložnosti. Tudi v letošnjem letu klasika ostaja na zmagovalni stopnički. Na ulicah boste lahko blestele v črtastih majicah, blejzerjih, krilih in plahščih s karo vzorcem, ki so po želji lahko dolgi, kratki, oprijeti ali ohlapni. Praviloma pa so vedno v naravnih tonih. Udobje tudi to jesen in zimo ostaja na prvem mestu. Izjemno priljubljene bodo široke hlače, ohlapne majice, čez kolena segajoča krila in poloverji, ki bodo razkrivali gola ramena ali pa imeli izrazito globok izrez. Kaj pa moški? Tudi pri moških naj to leto prevladujejo naravne barve, črte, karo vzorci in topli, razkošni materiali. Posebej priljubljen je eleganten videz, ki naj ga sestavljajo žametne hlače, karo blejzerji in usnjeni dodatki. Posebej dobra novica za ženske je tudi to, da je to jesen in zimo izjemno trendno nošenje moških modelov oblačil. Zato moški kdaj kak kos lahko odstopite, tudi svojim ženskam. Za boljši vid in piko na i je ob Andyjevih oblačilih poskrbela optika Safir. Sicer pa so za vse nastopajoče manekenke in manekene poskrbeli tudi frizerski studio Helena in lepotni studio Leona. Tako je modna revija za vse tiste, ki jih to področje zanima, bila zanimivo doživetje. Sploh pa zato, ker je v Ormožu že kar lep čas nismo doživeli. Ja, jaz mislim, da bo kar že skoraj 21 let, ko smo res pravo modno revijo imeli. Jaz sem 10-15 let vodila to manekensko grupo in takrat smo to resno delali. Z tečajem manekenskim, s tečajem ličenja, tu je bilo 15 manekenov. Luštno je bilo, moram reči. No, verjamem, da nisi slučajno danes tukaj. Ne, danes nisem slučajno tu, ker jaz po vseh teh ormoških trgovinah zelo rada kupujem, pa si jih ogledujem, ker sem sama imela včasih butik. Pa tudi dostikrat kaj kupim. In so mi rekli, da bi
mogoče bila njihova manekenka v letih. Malce si premislila, ker pač jaz mislim, da vsako življenjsko obdobje nekaj spada. Tudi jaz sem bila manekenka kot 20-letna, ampak sem rekla, da bom mi malo pomagala. In to z veseljem. Torej, kakšen nasvet seveda ni bil odveč, pri čem pa si jim pomagal? Ja, tu so punce, ki nikoli niso bile manekenke. Prvi sem jim svetovala, da res naj se pustijo, naj jih naličijo, ker potem lepše izpade koža in vse na odru. Pa potem te prve korake, obrate, ker si bomo pač morali nekaj na odru začeti, te osnove in so zelo vesele, da sem prišla. V glavnem je modna revija bila odlično pripravljena. Že ideja, da se na tak način predstavi poslanstvo Centra ponovne uporabe v Ormožu, je bila odlična. No, moram reči, gospa Senada je poklicala in njihova ideja je, da se predstavijo širši javnosti, to se pravi Ormožu in okolici, kar se mi zdela odlična priložnost, ker mogoče premalo vemo o tem centru, ki sicer deluje že 5. leto, ampak še posebej zaradi vseh njihovih, bi rekel, odgovornosti v okolju, se mi zdi teže zaposljive osebe delajo, imajo neko socialno mrežo, predvsem pa ta obnovljivost, zelena, če lahko tako rečem, se mi zdi izredno smiselna v tem današnjem času, v 21. stoletju, ko smo mogoče preveč potrošniški in gledamo preveč nove stvari, pa pozabimo, da marsikatera stvar še je uporabna. Kaj pa, nekaj prireditev je žal zaradi slabega vremena v okviru praznovanja odpadlo, boste jih nadomestili ali jih bomo prestavili za prihodnje leto? Ja, v mesecu oktobru predvidevamo, da se bodo aktivnosti, ki so odpadle zaradi slabega vremena, to je kolesarjenje, viteške igre in nogometni turnir v Pušnicah nekje odigrali oziroma odvili v mesecu. O tem bomo pravočasno tudi obvestili javnost. Vsekakor je modna revija bila v času letošnjega krajevnega praznika zanimiva popestritev. Škoda, da se zaradi slabega vremena ni odvijala na grajskem dvorišču, kjer bi si jo lahko ogledalo še več zainteresiranih. Tudi srečanje lastnikov psov je potekalo v okviru krajevnega praznika. Dogodek je bil zadnji v nizu vseh dogodkov ob krajevnem prazniku. Zadnji dan praznovanja je prinesel še prireditev Pozor, čudoviti psi. Dogajanje je potekalo v parku ob letnem kopališču in ljubitelji psov so imeli priložnost pokazati svojega 4-nožnega prijatelja, izmenjati izkušnje in se pogovoriti z vodniki psov, s policisti, s predstavniki Športnega kinološkega društva Križevci pri Ljutomeru, s predstavniki Kinološkega društva Ptuj in mnogimi drugimi strokovnjaki in poznavalci. Vse skupaj oziroma cel dogodek pa je predstavljal eno samo veselje in ljubezen do naših 4-nožnih prijateljev. Kakšnega kužka imaš? Kakšne pasme je? Zlati prinašalec. Ga že imaš zelo dolgo? 3 leta. In kaj vse počnete s tvojim kužkom? Igramo se, skače, delamo trike. Kako da ste danes tukaj zraven? Kužek je tukaj, pa tvoj brat, ne? Ja. Ste prišli malo pogledati ostale kužke ali se kaj naučiti? Mislim, pogledati ostale. Kako pa neguješ svojega kužka? Kdaj pogladiš, ga skopaš? Ja, mislim, samo skrtačo ga. Ga vodiš kaj na sprehode? Ja. In ti je fajn? Ja, zelo. Prejle sem imela pekinezerja in potem sem na internetu zasledila te kavalirčke in se pravzaprav takoj zaljubila vanje. Potem je sledila akcija iskanja, kajti hotela sem imeti Blenheim plus psičko, tako da je potekalo kar nekaj časa, ampak na srečo sem jo našla in sedaj je tukaj. Izgleda, da je značilnost teh pasem to, da imajo zelo rade ljudi, da se zelo rade cartajo kot mački. Ja, v bistvu ima zelo, obožuje ljudi, obožuje otroke, obožuje druge živali, mačke, pse, leta za metulji, res je zelo družabna in zelo sem vesela, pravzaprav, da je takšna, da lahko greva kamorkoli, tudi živino zdravnika po cepljenju ga je poskakala, polizala, tako da sem res vesela. Koliko je stara?
3 mesece je bila sedaj 20. Kakšno velikost dosežejo te pasme? Še čisto malo večja bo, torej kakšnih 5 cm še bo zrasla, imela pa bo daljšo dlako, to pa ja. Tako, sicer pa ima tam kolegica kavalirja že skoraj da odraslega, tako da tam je pa na ogled že tista odrasla verzija. Tanja, tudi ti si velika ljubiteljica psov. Kakšnega psička imaš s seboj danes? Danes imam francoskega buldoga. To imam pesa, ki so mi podarili deca. Glavnem, zdaj sem večinoma sama in mi dosta pomeni, ker ga imam psa. Je to kakšna posebna sorta, ima kakšne posebne značilnosti? Ja, to je res občutljivi pes, pač razvajeni pes, tako bom rekla, drugače pa še kar pridna, uboga vse res. No, praviš, da je občutljivi, to pomeni, da je treba kaj posebej paziti nanj? Ja, res je, zdaj je že malo starejša, 9 let je stara in ima kar epileptične napade in kar je občutljiv ta pes, ja. No, kljub temu pa vam verjetno tebi in tvoji družini veliko pomeni. To pa res, ja. Eno lepo zadovoljstvo. No, kaj pravzaprav meniš o tem, kakšna je to ljubezen do psa? Ja, to moraš čutiti, ne, tako jak je gospa rekla, to si res deca želijo potem, ne, malo je bilo kreganja, ampak zdaj pa bi mi bilo žal, če ga ne bi imela, no. Kakšnega psička pa imate vi? Mi imamo pa čivavo. Tako so nam rekli, mi smo kupili čivavo, dobili smo pa to pač. No, v vsakem primeru je lep pes. Kako mu je ime? Luka. Ima kakšne posebne značilnosti? Ja. No, se razume za psi, pa otrok nima rad, ne. Drugač pa v redu, ni. Kje se najpogosteje nahaja? V hiši, v stanovanju? Največ je v stanovanju, ker smo v bloku, ja. To pomeni, da zna biti strpen. Zelo. Strpen pa je, ja. Fino. Si želite še recimo kakšnega takšnega, kdaj čez leta? Jaz pravim, da bi, samo moj partner pa da ne. Obveznost je, ne? Ja. Ampak tudi ljubezen, ne? Tudi ljubezen. In veselje. Veselje, točno tako. Na srečanju lastnikov psov je bilo tudi nekaj strokovnjakov, ki se na pse še bolj spoznajo in se jim posvečajo tudi službeno ali kot člani kinoloških društev. Predstavili so osnove različnih dresur za pse in podobno. Danes smo predstavili osnove agilitija, s sabo smo pripeljali nekaj preskokov in tunel, tako da smo pokazali v bistvu osnove, kaj mora pes, če hočemo z njim trenirati agility ali pa iti na tekmovanja, kaj mora pokazati in kaj mora znati. Koliko pa recimo običajen pes potrebuje, da se nauči teh veščin? V bistvu te enostavne, mislim tako imenovane enostavne zadeve, kot so recimo preskoki, osvojijo kužki dokaj hitro. Potem so tu še tuneli in pa še nekaj malo bolj zahtevnih ovir, ko mogoče trajajo malo dalj časa. V bistvu pa je potem najbolj pomembno je naučiti vodnika, da bo znal svojemu kužku v bistvu prav pokazati, na katere ovire želi, da gre. Kajti na tekmovanjih imamo postavljenih v določenem zaporedju tam okoli 20 ovir, ki jih imamo vodniki si čas pogledati in potem moramo v pravilnem zaporedju odpeljati psa, tako da ni dovolj, da kuža pozna vse ovire. V bistvu moramo biti tudi mi dovolj spretni, da kužko usmerjamo na pravilno oviro. Lahko recimo se opredelite do tega, kateri kužek, katera pasma so inteligentnejše od drugih? V bistvu težko je govoriti o inteligenci v takem smislu, ker to je enako, kot če bi primerjali po sposobnosti, ne vem, žabo pa veverico. Veverica bo super splezala na drevo, žaba ne bo mogla, pa še vseeno ne moramo reči, da je žabica kaj manj inteligentna. V bistvu v pasjem športu je tako, poznamo službene pa športne pasme psov, vsaka pasma oziroma vsaka skupina pasem je bolj mogoče primerna za določen pasji šport. V agilitiju so načeloma uspešni ali pa lahko se naučijo vsi kužki. Druga stvar pa je potem na tekmovanjih, ko so pa recimo med največjimi kužki najuspešnejši borderski ovčarji oziroma border collie ali pa belgijski ovčarji ali malinoji, ker so najhitrejši, najbolj okretni.
Pa potem med srednjimi psmi bi pa rekla mogoče kakšni terjerčki, tudi bigli, med malimi pa mogoče kakšni francoski buldogi, tudi kakšni manjši terjerčki, no, so zelo uspešni, tako da je pa odvisno potem tudi od hitrosti, potokretnosti, tako da mogoče večji psi, kot so, ne vem, zlati prenašalci ali pa labradorci, se lahko naučijo, vendar po hitrosti ne bojo nikoli primerljivi z, ne vem, enim zlatim prenašalcem, z border collijem ali pa z belgijskim ovčarjem, no. Mateja, kako pa se ti posvečaš, na kakšen način se posvečaš kužkom? Kužki nam pa zadajo kar veliko dela oziroma veliko časa jim namenjamo, kajti imamo varstvo psov na domu, kar pomeni, da imamo skoraj vedno kakšnega kužka pri nas, seveda zraven naše Nerin, in vedno je zabavno, luštno, hodimo na sprehode, igramo se z žogicami, cartamo se na kavču, tako da je vedno zanimivo. No, na kakšen način pa torej, oziroma ob kakšnih priložnostih pripeljejo kužka vam v varstvo, ko gredo na dopust ljudje? Zdaj poleti je bilo veliko tega, da so ljudje odšli na dopust, drugače tudi izkoristijo kakšne vikend ponudbe, pa se odpravijo naprimer v terme, morda imajo kakšno službeno potovanje, čisto različno. No in kako se spopadate s tem, da so to vseeno različne pasme, različne navade imajo vsi ti kužki? S kužki lastniki vedno prej, preden ga jih pripeljejo v varstvo, pridejo na spoznavni obisk, da se spoznamo, nam povedo vse o kužku, čim več informacij poskušamo zbrati o tem, kakšne navade ima kuža, ali ima kakšne težave v vedenju, kolikokrat na dan hodi na sprehod. V glavnem vse nas zanima, da lahko potem kužku nudimo čim bolj približno takšno življenje, kot ga je navajen doma. No, danes si seboj pripeljala svojo kavalirko, ki je ime Nerin. No, eno takšno malo manjšo smo že spoznali danes, ta je malo večja, kot vidimo, koliko je stara. Nerin je bila stara 8 mesecev, zelo prikupna, nagajiva psička je, zelo rada se carta, tako da kadarkoli se samo počepneš, da jo želiš pobožati, že zleze v naročje. Skratka, čudovit kuža. To je edini pes, ki ga imate pri hiši, svojega torej? Zaenkrat ja. Prej smo imeli še eno kavalirko, pa zlatega prinašalca, zdaj pa je ostala samo še ta, pa bomo še verjetno kaj tudi zraven kupili. Na srečanju se je predstavila tudi frizerka oziroma kozmetičarka za pse. Tudi kužki seveda tu in tam potrebujejo frizerja, ki jih postriže ali prikrije kakšno pomanjkljivost. Gotovo pa so nasveti strokovnjakinje prav prišli vsem, ki se v prid svojim ljubljenčkom radi naučijo kaj novega. Na srečanju pa niso manjkali niti policijski ali reševalni psi. Tudi ti so poželi veliko zanimanja. Gre za določene pasme psov. Običajno imamo belgijske ovčarje, nemške ovčarje, pa tudi nekaj rottweilerjev še je. Kupujemo pse, ki so podobni delovni psi, mora biti delovni pes, pa tudi podobnost mora biti delovnemu psu. To pomeni, da ima razvit plenski nagon, obrambni nagon, da ga lahko pol naučimo, da dela na terenu. No, in kako uspevate recimo z temi treningi, kako so dovzetni ti psi za vse vaše namene? Že v osnovi, ko kupujemo psa, gledamo na preizkusu, da ima ogromno plenskega nagona, kar pomeni, da ga čez ta plenski nagon zelo lahko naučiš pač pol za nadaljnje delo in to je najpomembnejše za nas. Na preizkusu kupujemo stare pse od 10 mesecev pa tam do 2 let in pol na preizkusu se vidi, ali ima dovolj razvit ta plenski nagon, da se pol da naučiti ga za delo. V kakšnih situacijah se vam zdi, da bi brez psa ne bi šlo? Ja, največkrat je to v službi vidimo, ko se išče kakšna pogrešana oseba, ker pes ima pač, ne vem, par stokrat močnejši von od človeka. Predvsem pogrešane osebe sledimo za kom, tudi v objektu, ko se skrije storilec, spustimo psa noter in ga hitreje najde, kot bi ga človek. V zadnjem času sam tudi ogromno iščem z psom na teh kamionih, ki se skrivajo te ilegalni prebežniki, ki pridejo z juga in tudi z psi lažje odkrijemo te skrite med tovorom, na podvozju in tako dalje.
No in kako pa se vidva s tom razumeta? Ja, neka kemija že mora biti, brez te kemije ni. Ljubezen do tega dela mora biti, ker brez tega to ne moreš. Pol pa skozi delo, skozi navezavo, skozi igro se pač navežeta, se spoznata in pol to je to. Več vložiš truda v njega, boljše dela. In kaj nam boste danes pokazali tukaj? Žal, razen psa vam druga ne morem pokazati, ker je pes v bolniškem staležu, ima vkleščen živec in je na antibiotikih, tako da ima zelo omejeno gibanje. Tako da žal, razen to, da psa pokažem pa vozilo, kaj druga ne morem pokazati. Se da pobožati, recimo? Ja, ko sem jaz poleg, se da pobožati psa. Delamo na tem, da so psi vodljivi, kar pomeni, da delajo samo na komando. Čist normalen pes, vodljiv, ubogljiv, ko pa ima komando, da mora delati, pa pač dela. Nekateri psi, ki smo jih videli na srečanju, so nosili oznake reševalni psi. To pomeni, da psica išče pogrešanje ljudi v naravi, potem lahko iščemo tudi v ruševinah in pa tudi v lavinah smo usposobljeni. To je to. Za kakšno pasmo gre? Sena je nemška ovčarka, ni pa pomembno pri našem delu, mislim, da morajo biti ravno nemški ovčarji, mislim, imamo vse vrste psov, tako pasemske, kot tudi z rodovnikom, kot tudi mešance, torej čisto vsi kužki se pravzaprav zelo dobro obnesejo, če so le pravilno izšolani. Iz katere organizacije ste? Mi prihajamo iz kinološkega društva REPS, to je pomeni reševalni psi, iz Maribora smo. In se vas dostikrat poslužijo? Imate veliko dela? Ja, recimo letno nekje približno okoli 10 akcij, približno nekje tako. Ja, tako da nas kar pokličejo. Ja. No in kako uspešne so vaše akcije, vaše pomoči? Glejte tako, mi smo našli že nekaj ljudi, enega človeka smo na srečo našli živega, to je zelo uspešna akcija, potem našli smo tudi nažalost že mrtve ljudi, temu ne morem reči, ampak no, recimo tudi uspešna pač glede našega iskanja. Kadar pa mi recimo tudi iščemo, pa nikogar ne najdemo, ampak da vemo, da ga nismo zgrešili, je tudi za nas uspešna akcija. Sena ste rekli, da je? Sena. Aha. Sena je očitno vaša ljubica. Ja, seveda, ona je moj pes, ljubljenček, tako bi rekla, torej mislim pes tudi za cartanje, istočasno pa uživava obe v delu. Torej je pri vas ali kje se nahaja Sena? Ja, naši kužki so vsi pri nas doma, mi skupaj živimo, tako da je ona res naš družinski pes. Na srečanju lastnikov psov, poznavalcev in strokovnjakov za živali je potekala tudi akcija zbiranja hrane za pse, v katero so se vključili učenci ormoške osnovne šole. V glavnem vsega je bilo, sploh pa veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj ter za pogovor s katerim od prisotnih strokovnjakov. Med športnimi dogodki smo z našo kamero obiskali rokometno tekmo med Jeruzalemom in Trimom iz Trebnjega, ki je ponudila odlično rokometno predstavo in zmago domačih rokometašev. Ljubitelji športa lepo pozdravljeni. Rokometaši v slovenski elitni ligi so odigrali tekme tretjega kroga. Koper je težje od pričakovanega premagal Slovana Kodeljevu. Četa trenerja Veselina Vujovića je slavila z izidom 27-26. Maribor je visoko z rezultatom 32-21 premagal Škofjo Loko. V Novem mestu je na dolenjskem derbiju Krka za 29-26 premagala Reko Ribnico. Remi Dobove in Šmartnega ob izidu 28-28. Jeruzalem Ormož Trimo Trebnje 22-19. Za našo kamero smo bili prav na tej tekmi v Ormožu. Na Hard Eku pred okrog 300 gledalci čvrsta rokometna predstava z malim številom golov. Le 41 zadetkov je padlo. Zmaga Jeruzalema je povsem zaslužena, saj so domači rokometaši skozi celotno tekmo zapravili bistveno več zicerjev kot na drugi strani rokometaši iz Trebnjega. Gostje so nastopili brez kadetskega reprezentanta Tima Rozmana, Ormožani brez kapetana kadetske reprezentance in lani prvega strelca ekipe Tilna Kosija. Gostitelji so že v prvem polčasu imeli priložnost, da se ustvarijo bistveno višjo prednost od 2 zadetkov, 11-9. Blestel je vratar Trima Urh Brana, ki je do odmora zbral 7 obramb. Do konca tekme pa dodal še 4. Jeruzalemčki so skozi cel drugi polčas nadzirali potek tekme in vodili od 3 do 5 golov. V 57. minuti je Miha Kavčič zadel za ormoško vodstvo s +5, 21-16. In domači ljubitelji rokometa so že pričeli slaviti zmago, vendar prehitro.
Trimo je imel celo napad za -1, vendar je poskus Luke Florjančiča z desnega krila zaustavil Tomislav Bale. Galip Cirar je se svojim 5. zadetkom v 59. minuti postavil končni izid 22-19. Potrebno je pohvaliti odlično igro domačinov v obrambi, ker jedro obrambe sestavljajo golobradi fantje Jure Kocbek, letnik 1996, Frano Vujović, letnik 1997 in Dominik Ozmec ter Miha Kavčič, letnika 1998. Po tekmi smo pred kamero povabili Miha Kavčiča, Romana Šavriča, Tomislava Balenta in Urha Brano. Poslušajmo in poglejmo, kaj so povedali. Tako, Miha, čestitke na pomembni zmagi, ki vas je pripeljala v sam vrh trenutno lige, kar pa je najlepše videti, 19 prejetih zadetkov, odlična obramba. Ja, obramba je bila res dobra, napadov še pač malo preveč zgrešenih zicer, drugače pa super tekma. Točno to sem želel povedati, ampak ko igraš tako dobro v obrambi, potem si celo lahko privoščiš takšno veliko število zicerjev, zgrešenih seveda. Ja, seveda, pač v obrambi se tekma dobi, pa popravijo se napake iz napada. Štartom si zadovoljen, 5 točk od 6 proti, lahko rečemo, kar neugodnim nasprotnikom. Ja, seveda, začeli smo dobro v sezono, izgubljena točka proti Ribnice, drugače pa vse pike, super začetek. Sledi pa nova težka tekma, gostovanje v Ljubljani, pri Slovanu. Ja, ekipe še ne poznamo, ker je prišla pač letos prvo ligo, zdaj bomo videli, kako bo. Roman, danes ste naleteli v Ormožu na zelo razpoloženo ekipo, predvsem v obrambi. Ormož je igral po mojem eno najboljših tekem v obrambi zadnji čas. To težko rečem, ker ne poznam tako dobro Ormož. Mogoče je to posledica tega, da sem med tednom poškodoval Tim Rožman, naš desni bek, in so imeli težave na položaju desnega beka in naša igra ni stekla. Torej, ja, Ormož je igral dobro obrambo, mi pa smo bili hendikepirani v tem smislu, iskali smo rešitev z večjimi igralci, žal nam to ni uspelo. Ormož zmeraj je težak teren, tudi danes se to izkazalo za ekipo Trima, ampak na koncu pa skoraj neverjeten preobrat. Ja, Ormož je, Jeruzalem Ormož je resna ekipa, vse vemo, da doma, še posebej doma dobro igrajo. Mi smo poskušali med tednom določene stvari popraviti oziroma nadgraditi, s tem, ko se ne prišel Levičar, ni nam uspelo, tako da smo imeli v napadu malo težave. Obrambi sem vedel, da smo borbani, ker imamo letos širino na klopi, vem, da na koncu ne padamo in tudi zaradi tega smo se po moje dvignili, nismo padli še globje. Na koncu pa zdi, da smo bili malo preveč nespretni, da bi še ujeli ta dokončen priključek. Cilji Trima letos, zagotovo Liga za prvaka. Ja, cilji morajo biti, definitivno ne smemo bežati od tega, ali so realni ali ne, bo pokazal čas. Mislim, da realno lahko računamo na to, so pa praktično vse ekipa kandidati za te 4 mesta. Mi bomo probali to vlogo upravičiti, del bomo na tem, da nam uspe, kaj pa bo pa pokazal čas. Čestitke na pomembni zmagi, obramba danes fenomenalna. Da, stvarno, hvala na čestitkama, obrana je funkcionirala odlično, tako malo golova nismo primili, ja ne pamtim. I te golove koje smo primili, to je većina bila 50%, mislim, iz penala. Evo, obrana je funkcionirala, napad nije, tehničke greške nisu, ali evo, već drugu utakmicu za redom, pošto smo naše iskustvo je prevladalo, pa smo se izvukli ovaj put. Ampak, če pa ocenimo tekmo kot samo tekmo, pa moram reči, da prava promocija za slovenski rokomet. Čeprav malo število golov, 41 samo. Pa da, bilo je dosta atraktivnih poteza, obrane su se igrale čvrste, mislim da je publika mogla biti zadovoljna, mi tak i tak se igramo rukomet za publiku, ne igramo za sebe i nadam se da kvaliteta lige ide samo gore i gore. 5 točk od 6 zadovoljni? Pa da, moramo biti zadovoljni, da nam je to neko ponudio prije sezone, sigurno bi uzeli. Ostaje žal možda za Ribnicom doma još da je bio 100%, ali evo, idemo dalje, idemo u Slovan, drugi tjedan nastaviti niz. To pomeni znova teška tekma. S tako obrambo imamo možnosti tudi u Ljubljani. Da, obrana nam je znači ključ svega, vidjeli smo danas da s dobrom obranom i lošim napadom moramo napraviti pobjedu. Slovan vidjeli smo jučer, zgubili 1 razlika od Kopra, dosta iznenađujuće, znači da nas čeka i teški teren i teška utakmica je tamo. Tako Urh, danes enostavno moram reči zaslužena zmaga Jeruzalema, imeli so več želje, predvsem v igri v obrambi, moram pa reči, prvi polčas je bil tisti, ki si držal svojo ekipo v igri. Jaz lahko rečem, da je pač, mi smo sami sebe premagali, danes v napadu je bilo enostavno preveč napak. Obramba Ormoža je res delovala in nimamo kaj, pač morali smo priznati poraz in
mogoče bo naslednjič boljši, ko odpravimo te napake. Enostavno smo pričakovali, da boste še bolj nevarnejši, bolj sproščeni, glede na to, da ste odlično štartali v sezono in prvo gostovanje, ampak kot je trener Roman Šavrič dejal, največja težava poškodba levičarja in mogoče to ključ bilo, da niste prišli do točke 2 v Ormožu. Ja, res, v sezono smo res dobro štartali, mogoče nas je tudi tu malo zbilo poškodba Rozmana, ampak mi bomo šli zdaj naprej, pač tu je bilo tudi prvo gostovanje, da smo videli, kje smo, tako da mislim, da naslednjo gostovanje bomo probali stržiti, kar se največ da. Še samo en komentar, sodeč po komentarjih publike, pravijo, da je bila tekma odlična, da je to prava promocija za slovenski rokomet, pa ogromno domačih igralcev, predvsem v vaši in pa ormoški ekipi. Ja, tu imate pa prav, se tudi strinjam, dejansko ni kupljenih igralcev iz tujine, tako da tu je res ena dobra promocija za slovenski rokomet, za mlade rokometaše, da se dokaže in upam, da se bo to razvijalo tako še naprej in to je to. Še nekaj statističnih podatkov. Balent je pri domačih zbral 10, Brana pri gostih 11 obramb. Prva strelca Jeruzalema sta s 5 goli bila Bojan Čudič in Gal Cirar. Pri gostih je Matic Kotar dosegel 6 zadetkov, a nobenega iz igre. Luka Florjančič je dodal 5 golov. Jeruzalem Ormož 3-3, 22-19, polčas 11-9. Trimo v Ormožu ni zmagal že od leta 2012. Ormožani po 3 krogih zasedajo drugo mesto s 5 osvojenimi točkami. Isti izkupiček, vendar boljšo golno razliko, ima na prvem mestu Maribor. Koper in Loka sta pri 4 točkah. Slovan je 9, Dobova 10, obe ekipi sta pri 1 točki. V četrtem krogu Jeruzalemčke v petek 29. septembra ob 18:30 čaka gostovanje v Ljubljani pri Slovanu. Rokometna zveza Slovenije bo v sezoni 2017-2018 organizirala modelne treninge kandidatov za moške reprezentance mlajših starostnih kategorij. Treningi bodo sestavljeni kot prikaz metodike dela za izboljšanje tehnično-taktičnih znanj ali kot prikaz metodike razvoja gibalnih sposobnosti, ki vplivajo na rezultatsko uspešnost posameznika in ekipe. Prvi trening je potekal v ponedeljek 25. septembra v športni dvorani Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Trening sta izpeljala selektor članske reprezentance Veselin Vujović in pomočnik trenerja mladinske reprezentance Vanja Kralj. Trening je bil namenjen metodiki razvoja tehnike zunanjih igralcev. Med 30 sodelujočimi so povabilo prejeli tudi 3 igralci Jeruzalema iz Ormoža, letniki 2002 in sicer Aleš Zemljič, Blaž Fergola in Gašper Cvetko. Zaradi okrevanja po operaciji roke se treninga ni udeležil vratar Zemljič, v minuli sezoni najboljši vratar zaključnega turnirja v kategoriji starejših dečkov A. V dobro slovenskega rokometa upamo, da bo podobnih akcij še več. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Kako se ga imajo ti, ha? O, gled, še kopalka imajo, ha? Gled, to tebe glih, gled, moje miciki prav. Pa še klobuk, kaj ne bo vroče na morju.
Ja, pa še sončne očali. Vse imajo. Evo, te pa še je plavut, ekipinka se ne bo stopila. Tako, zdaj pa grem. Vinko, pa daj, hodi, gremo, če vidiš, kaj gremo na morje, kaj žlotaš. Ja, če pa te kupo to pogledaj, plavute, pa sončne očale. Pa tega ne nucam. Pa kapo. Kupi mi eno Pa kopalke, ne, obleko, zgodi rajši. del. Ja, tu tudi nucam. Pa ne, tega ne nucam, če bom brez. Kaj bi ti rada Pa imela? gremo na Nudl plažo, toto obliko mi kupi, gled, kak je seksi, pa To samo ta po pa 2 res evra, lepa. da lada se. Dobro, evo, navidim, če ti je prav. Pa še? Prav ti je. Z toto nalepko vratimo kupila, dobro, keko, kad se vidi keko košta. 3 evra ti piše. 3 evra, dobro, ja, no, te pa vredek. Okej. To boš mi kupa, ne? Ja. No, to ta učole tudi pa klobuk. Dobro, Pločaj, te pa gremo. Daj se enkamo plačo. Halo, plačamo. Halo, gospa, plačamo. Evo, to imamo, pa to, pa klobuk, pa samo zgoraj del kopalk, ker spodnjega nanica, pa toto lepo obleko za 2,90 €. Evo, klikaj to, manj kot 10, ne? Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki jih več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa le še povabilo k ogledu nove oddaje prihodnji teden, sicer pa kaj novega pripravljamo vsak večer ob 20. uri. S tem, da je nedeljski večer še vedno rezerviran za spomine, v nedeljo bo na sporedu 49. oddaja Utrip Ormoža iz 30. oktobra leta 2001. Vabljeni k ogledu našega sporeda, pa vse dobro vam želimo. Do prihodnjič. Srečno!